Dobro jutro, dober dan ali dober večer, kdajkoli tole poslušate in kdajkoli se slišimo. Gregor ponovno tukaj iz Greg Skorta. Zdajle tole bo že v bistvu tretja analiza v tem tednu, ampak hej, tema je aktualna, dogaja se dosti, ne toliko pozitivnega, kot bi sam želel, ampak odziv je bil enostavno tako vredo, da sem se odločil, da še eno analizo v krajšem času naredim, pa zaradi tega, ker so me ameriški mediji malenko sprovocirali, pa želim malo vso to preusmerjene pozornosti, kot jo jaz pravim, deliti z vami. Ker mi je stoplo malo na živec. Malo upravičeno, malo neopravičeno, določene mere imajo prav, ampak bomo se tega dotakli v nadaljevanju. Skratka, tale Dallas, to je kot en mazol, kot en žul. Tam je, bil je od nečesa pismo, ne vem, mazol od nekega dela, ne vem, od nekega odrekanja, kaj jaz vem. Tako, kak se odrekaš malo noči, se pravi spancu. In evo, tam je, žulite še drug dan, pismo, Moraš ga, imaš ga tam, pač, hočeš iti pa eni strani malo stran, ne, samo ne moreš. Skratka, če so vam podobne analize všeč, highlights in tako naprej, vabljeni že zdaj, da se naročite na moj kanal za še več tega, da boste takoj obveščeni. Tam gori še lahko kliknete en like, pa je zadeva rešena. Evo, lepo vabljeni. Torej, o preusmerjanju pozornosti sem govoril. Čisto vsi že vemo, da smo v zadnjem tednu dobili od vseh znanih ameriških medijev, kar se NBA tiče in pa teh znanih fac, da je Luka preobiljen, predebel, kakorkoli. Pa dobro, dejstvo, to je dejstvo, ni v top formi, tu se nimamo kaj zaskrivati, to je 1-1. Ampak veste, kaj je največja fora, ne? Kar naenkrat je Luka glavni krivec za vse težave Dallasa. Ma kje vi živite? To je vrhunsko preusmerjanje pozornosti medijev, v glavnem, za vse tiste, ki tekem dejansko ne spremljajo. Luka ima svoje hibe kot vsak košarkar, ampak pri tako vrhunskem košarkarju iskati neke hibe, no to je posebna znanost, ne. Recimo v zadnjem času, čisto konkreten primer, ima ogromno izgubljenih žog, že stalno pa ima malo težave v obrambi, no. Dajmo tole priznati, dajmo biti realni, ni problema, ne, ampak ta glavna težava, ne, je pa malo drugje. Dajmo biti realni, zdaj ameriški mediji mene ne bodo poslušali, to je jasno, prvo, ker govorim slovenščini, drugo, ker sem jaz niko in ništa. Ampak, imamo en hud problem, ali pa 2 ali pa 10 v soigralcih Luke, ki ne zadanejo nič. Oni rabijo vsako 4., 5. tekmo, da imajo 70% šut, ja, dejansko so imeli na eni tekmi 67% met, ampak pol, ne, imamo 19% šut za 3, pa 30% šut iz igre, pa kaj boš, Luka dal da 60 pik, pa ne bo nič, lahko jim potala 25 potencialnih asistenc, pa jih bo ravno 9 zabeležil. Tako da, Luka je čabi, malo preveč, ne, kot bi rekli Američani. Ampak čez daleč od tega, da je to glavni problem Dallasa. To je problem Luke. Luka zaradi tega ne more prebijati prve linije. Luka zaradi tega mogoče ne more biti niže v kolenih v obrambi. Plus vse poškodbe, ki ga zajebavajo. Dajmo mogoče tisti, ki ne spremljate tekem, malo nazaj stopiti. Mediji so eno, realnost je pa druga. Če bi Luka bil v formi, bi bil verjetno Dallas uspešnejši, s to trditvijo se strinjam. Ampak koliko? Ne vem koliko bolj glede na to, kaj delajo soigralci okoli njega. Pa zdaj, glede na to, da je to že tretja analiza v tem tednu, ne morete reči, da gledam samo po eni tekmi, se pravi tele proti Indijani, ki v bistvu je bila roko na srce do zadnje četrtine zelo izenačena, pa zelo fajn. Nimam kaj reči. Ampak dajmo malo dejstva pogledati. Dajmo recimo se za začetek dotakniti meta za 3, vključno z Luko, ki je imel danes celo nekaj odprtih metov, pa je imel met za 3 samo 1-8. Tako da danes se za 3 Luka ni izkazal. Za 2 prodori in to zelo fajn, tudi 100% prosti meti, ampak za 3 danes groza. Kristaps Porzingis za 3, 2 od 6, 33%.
Pazi zdaj to. To je bil najvišji odstotek meta katerega koli igralca Dallasa za 3 danes. Še eno trojko je zatel Tim Hardaway Jr. iz 9 poizkusov. In to je to. To je to. Ne, to ni prva četrtina glede zadetih metov za 3. To je to. 4 od 29, 13,8 odstotka. Zdajle, če tole 4 poslušate, pa še jaz zraven, pa dajem 100 evrov zdaj gor, da mi zadanemo več. Pa treniramo enkrat na mesec mogoče, za tiste, ki pač trenutno malo pauziramo zaradi tega in onega. Ma daj no, svašta, lej. Če me pa kaj razjezi, me pa ta... Kaj delajo pismo? Lani so bili ena izmed boljših ali celo najboljša ofenzivna ekipa. Kaj delaš Kit? Ne res, kaj delaš Kit? Daj pozornost treneru pismo. Nismo bili zadovoljni z Rickom Carlisleom, priznam, jaz tudi ne. Ampak kaj je pa to zdaj, pa ni nekove poživitev ekipe. Reggie Bullock, okrepitev pred začetkom sezone, celoten met, 0-2, od tega 0-2 za 3 v 21 minutah. Rečim piši, nič točk. Halo, Dwight Powell, center, prvi center ekipe v tem trenutku. 1 od 1 šut v 22 minutah, pa 5 skokov si pobral. Svaka ti čas, majstore. Dorian Finney-Smith, prva peterka, 37 minut, 4 točke. In pol imamo malo svetlejšo točko, Jalen Brunson, 14 pik iz klopi iz 30 minut, pa Tim Hardaway Jr. je dal v 29 minutah 15 točk, ampak obmeto 1-9 za 3. Mislim, razpiznijo me take stvari. Lej, če lahko en majster od Dwighta Powella igra 22 minut, pa da 2 piki, pa 5 skokov pobere, pa imamo rezervnega centra Mosesa Browna v 9 minutah 5 pik, pa ne mi reči, da bo Boban Marjanović, ki vsi govorijo, da je počasen, pa ne more obrambe igrati, pa ne vem kaj še vse, a ne bo več naredil od teh mutavcev, tudi ne me zabavati, no. Malo sem se zdaj razjezil, ampak lejte, težko je biti včasih navijač Dallasa, vse me razumete. Glavne mej. Take stvari me razjezijo. Evo, samo en tak je zanimiv primer. Na drugi strani je danes igral Miles Turner. Pa to je center, ki bi ga Dallas, daj Mark Cuban, da si videl. Pa še celo govori se, da Turnera Indiana ponuja za rebuild moštva. Pa daj stegni to te tvoje milijončke, no. Pa to je taki center, ki ga samo želi si ga, majster igra obrambo. Za danes razdalje, majster. Miles Turner, evo, 36 minut danes, 17 pik, 10 skokov. Mislim, da je najboljši po procentu, po številu blokad v letošnji sezoni. Zadev je 3-30 iz 7 poskusov. Boljši šut je imel kot cela ekipa Dallasa, ma ne me zabavati, no. Skratka, to so res take stvari, ki te lahko sredi noči res vržejo s tira, pa še ti malo pustijo vjutro. Tako da gremo, priporočamo danes en odhod v naravo, zunaj je polno snega, dajmo se malo refreshati, ker zdaj samo ven dajem, ne. Glavnem, svašta. Bile so tudi zanimive izjave po srečanju, mislim, da je Porzingis ful dobro rekel, ne, da njihova confidence, se pravi, samozavest ne sme iti dol, morajo oni metati naprej, ne, in se ne ostavi tukaj, ne. Sigurno se bo obrnilo v nekem obdobju, 100%, da se bo, ne. Majster, te pa mogoče malo spremenite igro, če ne grejo šuti. Idi ti z 220 cm malo bliže koša, kaj ne rečem. Luka je izjavil, da mogoče ni bilo pametno, da igra v zadnji četrtini. Tu se po eni strani strinjam, vmes je spet stopil na gležen, malo si ga obrnil, malo bolečine je bilo prisotne. Ampak v obrambi je v zadnji četrtini fej zamujal, tudi nekih točkovno ni blestev, tako da. Rekel je, I twisted it again. I probably shouldn't have played in the fourth quarter, it wasn't feeling very good. Dejansko, no. Škoda, mislim, ta je bila ena taka možnost zmage, je bila kar velika, ker so bili egal do zadnje četrtine. V zadnje četrtini so nehali skakati v obrambi, nehali so zapirati, oni so delali, kaj so hteli, šut jim je šel. Zato, ker so imeli non-stop pogon z drugih akcij, ne vem, na drugi strani pa da šuta, pa da ti plačajo, svašta,
Ne vem, lej, tak pač je. Pridajo take tekme, I guess jih je malo preveč. Zadnje čase pridala so. Skratka, ste gledali tekmo, ste gledali zadnje tekme, dajte se prosim razpisati, kaj menite vi o tem. Z veseljem bomo pokomentirali tako kot do zdaj. Pa še res tole, velika zahvala vsem skupaj, ki prihajate na moj kanal, predvsem zaradi teh analiz. Glede tega res opažam velik dvig vsega skupaj in me to res veseli. Vse lepo pozdravljam na tem mestu in se vam zahvaljujem. Tako da vabilo znova, dajte se naročiti na moj kanal za te vrste analiz in highlightsov. Bomo se še kaj podružili in kakšno rekli. Še vedno se veselim nadaljnih tekem, še vedno se veselim gledati Luko naprej, ostati bolj dolgo buden, spremljati Dallas. Če tudi pride potem malo sfrustrirano jutro, se na koncu dneva, ko tole poslušam, sam sebi malo smejim, ampak kaj pa bomo v življenju. Vikend je, fajn se imamo, pejte malo ven še, izkoristiti tele prve zimske dni in zdaj sem še bolj zabluzil, tako da ja. Hvala, da ste bili z mano, Gregor je bil z vami iz Greg Sporta, do naslednjič, prav lepo vas pozdravljam, naredite si lep dan, hvala in srečno!